Pozdravljeni iz Evropskega parlamenta, kjer ni vedno vse samo o zakonodaji, maratonskih pogajanjih, birokratskih ovirah in zapletenih poročilih. Ste vedeli, da lahko evropski poslanke in poslanci parkrat v mandatu, prav tu v parlamentu, organiziramo večji dogodek po izbiri? Jaz sem se v luči današnjega praznika odločila za razstavo. Seveda sem zato spet dobila krasno priložnost brati vse mogoče komentarje mojih anonimnih oboževalk in oboževalcev s kleti, ki jih zanima vse razen vsebine in dejstev. Izvolite, tu imate novo priložnost, medtem ko bom pojasnila, zakaj sem izbrala prav tak dogodek. Ker kultura in umetnost nista nekaj, kar lahko občudujemo samo v galerijah ali beremo v knjigah. Ker smo eden redkih narodov, ki je kulturi posvetil praznični dan. Ker je naša odgovornost tudi tako podpirati slovenske ustvarjalke in ustvarjalce. Ker na ta dan s ponosom gledamo v preteklost in hkrati gradimo na družbi, ki bo temeljila na spoštovanju in kulturnem dialogu. Ker imamo velikane, katerih delo, dosežki in vizija so segli daleč onkraj naših meja. Do jutri bi lahko naštevala vse, zato samo par primerov. Trubar je naš jezik obogatil s prvima knjigama. Potočnik je naš pogled usmeril v zvezde. Prešeren zapisal besede, ki še danes odmevajo kot del naše himne, in Cankar v svojih delih nastavil ogledalo družbi svojega in našega časa. Morda tudi vsem večnim kritikom, ki celo takšne projekte enačijo z nesmiselnim zapravljanjem časa in sredstev. Prav jezik in kultura sta nas zgodovinsko ohranjala kot narod, še ko nismo imeli svoje države. In prav naša kultura nas danes postavlja ob bok drugim evropskim narodom. In veste, pogosto se izkaže, da tisti, ki se najglasneje razglašajo za domoljube, pri dejanjih nosijo fige v žepu, pa ne Prešernovih.